spoštovani župan občine Lenart, magister Janez Kramberger, spoštovani predsednik Slovenske demokratske stranke, gospod Janez Janša, spoštovani Gorazd Pučnik in pa družina Pučnik je danes tukaj prisotna, spoštovane gospe in gospodje, dragi kolegice in kolegi. Počaščena sem, da vas lahko danes tukaj v Lenartu, v osrčju Slovenskih goric, nagovorim na trgu dr. Jožeta Pučnika. Konec letošnjega junija, kot smo slišali, je bil mestni park poimenovan po dr. Jožetu Pučniku, očetu slovenske države. Odkrito je bilo spominsko obeležje v počastitev 25. obletnice samostojnosti. Slovenija Goričani znate oceniti, kdo je kdo v narodovi zgodovini, in kot predsednica inštituta, ki se imenuje po dr. Jožetu Pučniku, se vam želim zahvaliti za to pomembno dejanje. Sicer je znano, da so se v Slovenskih goricah rodili nekateri veliki sinovi slovenskega naroda, ki se jih v teh krajih dostojno spominjajo in jih častijo. Naj omenim samo Antona Korošca, Frana Miklošiča. Po teh krajih sta hodila, jih občudovala in v njih doživljala svoj navdih tudi znani, slavni rojak, naš general Rudolf Maister in pa Ivan Cankar. Prebivalci Lenarta v Slovenskih goricah so razen občine Slovenska Bistrica, kjer se po Pučniku imenujeta osnovna šola in ulica, edini, ki so zmogli toliko pokončnosti, zavednosti, trdnosti in tudi poguma, da so se dostojno poklonili očetu samostojne Slovenije. Če ne bi bilo vlade Janeza Janše, se tudi Brniško letališče ne bi imenovalo po dr. Pučniku. Najbolj pa moti dejstvo, da mestna politika v prestolnici ni poimenovala po Pučniku ne trga, ne ulice, niti mu ni namenila kakšnega drugega spominskega obeležja. Vse to vrstne pobude, prva je bila dana kmalu po Pučnikovi smrti strani Slovenske demokratske stranke, torej že spomladi leta 2003. Vse to vrstne pobude so bile vehementno zavrnjene, istočasno pa se v glavnem mestu Slovenije bohotijo spomeniki zločincem in ljudem, ki Slovenijo in Slovenci nimajo kaj dosti zveze. Niti slovenske zastave ne premorejo na Ljubljanskem gradu. Potiskanje dr. Jožeta Pučnika v pozabo in namerno zamolčevanje njegove odločilne vloge v najbolj prelomnih trenutkih slovenske poti v demokratizacijo in osamosvojitev, kot smo danes slišali, sta le žalosten odraz splošne slike naše države 25 let po njenem nastanku. Slovenska zgodba bi bila namreč lahko zgled malim narodom, kako kljub nenaklonjenim zgodovinskim okoliščinam uspešno kljubovati viharjem časa. Pa ni, ker tega tisti, ki imajo moč, nočejo. Saj ustanovitev samostojne države, ki je vendarle vrh razvoja vsakega naroda, za njih ni vrednota, niti ni zgodba, s katero bi se intimno povezali. Delajo pa vse, da zmanjšujejo njen pomen. Naredili so vse, da Slovenci v svoji zavesti nimamo našega Havla, našega dr. Jožeta Pučnika, nekdanjega političnega zapornika, dizidenta, izobraženega, uspešnega, neuklonljivega, načelnega, resnicoljubnega človeka. Na piedestal postavljajo njegove zagrizene nasprotnike in celo pripadnike tajnih političnih policij, Udbe in Kosa. Propagandni stroj, ki ni omejen le na medijsko mašinerijo, pač upravlja svoje. Demokratična in samostojna Slovenija je nedvomno Pučnikov projekt. Pred četrt stoletja se je zdelo, da je svetla prihodnost pred nami. Zmagala je demokratična opozicija, demos, ki jo je vodil dr. Jože Pučnik. Na njegovo odločilno pobudo je bil izpeljan plebiscit o samostojnosti, sprejeti so bili pravni okviri in praktični ukrepi za zavarovanje samostojnosti.
Naše obrambne in policijske sile so zmagale v obrambni vojni proti jugoslovanski armadi, ki je morala oktobra 1991 zapustiti Slovenijo. Obrambna vojna je bila kratka, učinkovita, dobro vodena in zato brez velikega števila žrtev. Kmalu je Slovenija dobila priznanje mednarodne skupnosti in postala članica mnogih mednarodnih organizacij. Nato je uvedla nekatere nujne izboljšave in se začela približevati evroatlantskim povezavam. Končno je vstopila v NATO in Evropsko unijo. Ključni dosežki, to je potrebno reči, so bili narejeni v času pomladnih vlad ali pa zaradi pritiska pomladnih političnih sil. Tako je prva vlada Janeza Janše v času od 2004 do 2008 zagotovila Sloveniji vsaj 3 velike neponovljive zgodbe. Vstop v Schengen, uvedbo evra in vodenje polmilijardne unije. Takrat se je mala Slovenija dokončno umestila na politični zemljevid. Vsaj zdelo se je tako. Kako varljive so bile tedanje iluzije in kako ranljiva je lahko država ali skupnost, če ni dobro vodena, so pokazala zadnja leta, ko je Slovenija preživljala vsesplošno krizo. In šele kriza pokaže, ali je skupnost dovolj imuna za vse izzive. Če ni, naplavi vse napake, vse pomanjkljivosti minulega razvoja. In Slovenija je danes navznoter neurejena država, navzven pa brez ugleda. Da s tranzicijo nekaj ni v redu, je kmalu spoznal tudi dr. Jože Pučnik. Slovenija je pod taktirko levih vlad hitro začela zaostajati, saj ni izpeljala temeljitih reform. Pučnik je že zgodaj razumel, da tako imenovano tranzicijo usmerja stara komunistična nomenklatura, ki vodi razna močna omrežja še danes. Slovenijo zapirajo pred tujino, še vedno plenijo državno premoženje in ustvarjajo klimo, ki ni naklonjena ne demokraciji, ne Evropski uniji, ne zahodnim zavezništvom, ne vrednotam, ki konstituirajo zahodni svet. Za Pučnika je bil ideal aktiven, kritičen državljan. Le na njem lahko utemeljimo demokracijo. A je tudi glede tega doživel razočaranje. Včasih se zdi, ko ocenjujemo domačo mainstream klimo, da doživljamo kulturno preobrazbo v nasprotni smeri, torej proč od demokratičnih vrednot. Tisti, ki krmarijo našo barko, nas prepričujejo, da je tako prav. Namesto da bi utrjevali demokratično politično kulturo, nam vsiljujejo ulične vstaje z njihovim nasiljem vred. Namesto da bi utrjevali proevropsko usmeritev, nas vodijo v priklanjanje diktatorjem in vsiljujejo evroskepticizem. Namesto tolerance in sprave nam grozijo s pestmi. Namesto prihodnosti naj bi živeli nedemokratično preteklost z rdečimi zvezdami in s pionirčki v šolah. Namesto lustracije se nagrajuje najbolj zveste služabnike iz prejšnjega totalitarnega režima. Posledica tega je, da so ljudje vse manj ponosni na svojo državo, tudi zato, ker jim ne daje dela. Doživljamo velikanski eksodus, zlasti mladih. Občutek pripadnosti Evropi se zmanjšuje. Strah nas je za našo varnost, za našo prihodnost. In kar je še posebej zaskrbljujoče, vladajoča nomenklatura medtem uporablja vsa sredstva za eliminacijo nasprotnika, vključno s političnimi sodnimi procesi, kakršen je bil Patria. Slovenija je znova pred prelomnimi časi. Ponovno bi potrebovala pogumnega in pronicljivega Pučnika, saj je bil, kot je enkrat zapisal Janez Janša, človek velikih odločitev. A danes ga več ni. Danes ga več ni, ampak moramo naprej in zmoremo brez njega. Le tako, da nam bo on, Pučnik, svetilnik v tej strašni temi. Zato smo dolžni spoznavati, osmišljati in ohranjati Pučnikovo izročilo, ki je vgrajeno v same temelje slovenske kulture in slovenske države.
Hvala za vašo pozornost.